Tudi mi smo se želeli prepričati, zakaj naša osrednja ljubljanska tržnica potrebuje prenovo. Zato sem se kar sama odpravila tja, da bi začutila njen utrip. Želela sem dobiti informacije o tistih, ki so tam vsak dan, to so prodajalke in prodajalci. Zanimalo me je, kako potekajo njihovi dnevi, kakšno je njihovo delo in s kakšnimi izzivi se srečujejo. No, poiskala pa sem tudi odgovore na njihove izzive, in sicer pri direktorju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, gospodu Bojanu Babiču. Osrednja ljubljanska tržnica, kraj, ki ga obiskovalci povezujemo s prijetnimi nakupi, druženji, družabnostjo, domačnostjo in seveda svežino. Gospod Klemen, lepo pozdravljeni. Vi ste eden tistih, ki že desetletja prihajate na tržnico vsak dan sproti. Nam lahko malce opišete vaš današnji dan? Ja, vsak jutri je podoben. Ko ni važno, ponedeljka in sobota, ob 5:30 pridemo vsem z dostavnim avtomobilom. Imamo 5-6 palet robe naložene, to treba vse raztovoriti. Postavimo 5-6 teh dežnikov, da imamo za senco ali pa za dež. To treba se razložiti, postaviti, vse zahteva svoj čas. Potem pa začnemo robo razvrščati na štand, potem mu pomagata 2 sinova pa žena. Tako traja kar 2 do 3 ure, da to vse postavimo, da je lično. Mene zmeri ni važno, tudi če dež pada, pa je dober dan, slab dan, treba zmeri isto kvalitetno robo na štand dati in razvrstiti. Ni važno, kakšen dan je. A je dobra podaja ali slaba. Treba skozi enako narediti. Tega se jaz držim. Vsak dan sproti zjutraj, ob kateri uri? 5:30, soboto moče še minuto prej, tako da smo do 8, da naredimo štand, da je za prodajo naštimane. In potem, ko je konec? Ja, ura pa odvisen, koliko so še stranke. Do 4 sem zmeri v prodaji, potem pa, če treba podaljšati, pa še podaljšam. Ampak potem spet vse? Pa spet je treba, spet javno znova. Javno novo ste rekli, a ne? Da pospravimo, pa vse to nam je že kar avtomatsko delamo. Torej, kot sva rekla, vsak dan sproti, zjutraj na vse zgodaj, potem nazaj. Kaj mislite, bo kaj drugače zdaj, ko bo prenova tržnice, se tega veselite? To bi moralo biti že narejeno. Mi zelo pogrešamo, da bi imeli malo bolj enostaven, pa dostava, pa da bi imeli kakšno robo tudi le skladiščeno, če ne drugega sami dežnike, pa da če bi imeli vsaj, da bi bile delno dežniki postavljeni že na tržnici, pa da bi kakšna stojenca bila tako enostavna, da ne bo treba to vse postavljati, bi veliko lažje bilo. Manj časa nam bi šlo, pa malo bolj za ta stoletje, za novejše stoletje bo malo bolj. Ta tržnica je še od Plečnika naprej ista. Se po eni strani je čar, sam je treba tudi malo gledati na nas, kot prodajalce, da je tudi malo imamo časa naprej, da je tudi lažje. Zdaj se tudi artikli spreminjajo, kot včasih. Včasih smo imeli 10 artiklov, zdaj jih je mogoče čez 50. Vse se spreminja, tudi kupne navade ljudi se spreminjajo, ponudba mora biti drugačna, vse je drugače, mogoče 20 let nazaj. Torej se prenove veselite, a ne? Prej ste rekli, da bi že morala biti. Če bi bilo narejeno, bi bilo najbolj dobro. Samo treba narediti to, tudi če reš nekaj obnavljati, moraš tega se lotiti, pa narediti. Ampak bo, a ne bo? Upamo, da bo. Gospod Bojan Babič, kakšna pa bo tržnica po prenovi? Zelo lepa. Sem prepričan in tudi, veste, mi živimo s tržnico, tudi mi, ki upravljamo tržnico, živimo, vsak dan se pogovarjamo z našimi najemniki, uporabniki in tudi z vsemi ostalimi, ki pridejo. Zavedamo se vseh njihovih izzivov, da se tako izrazim, kot vidite, tu pripeljati skozi to gnečo, skozi prebijati se zgodaj zjutraj, zaradi tega, da se pravočasno postavijo stojnice.
v tem trenutku je to kar precej naporno, da rečem tudi logistično zapleteno. No, ko pa bo nova tržnica, bomo prvo poskrbeli jasno za tiste naše najbližje, tiste, ki so vsak dan na tržnici, tisti, ki so naši dolgoletni najemniki. Oni bodo imeli vedno prednost. Kakšne bojo pa dodatne prednosti za njih? Vete, ne bo treba več pripeljati s kombijem, zložiti vso to zelenjavo, vse to, kar vidite tle, ampak bojo imeli od spod prostore, prišli bojo od spodnje etaže, bojo lahko razložili, imeli bojo hladilnice, ne bo treba vsakodnevno dostavljati, vse bojo imeli tudi. Imeli bojo tudi WC-je, ker zdaj morajo precej daleč hoditi na WC-je. Imeli bojo tudi prostore od spod, ker bojo garderobni prostori, kjer se bojo lahko ogreli, ker bojo lahko vsaj za 5 minut predaha vzeli, ker tako kot vidite zdaj, mraz je, stati cel dan tukaj je res izjemno naporno. Tako da sem prepričan, da bo to zelo prijetna izkušnja, ko bo tržnica končana tako za naše najemnike, tako tudi za vse ostale nas, ki prihajamo na tržnico zaradi tega, da bi si privoščili ali kavico ali pa prišli po nakupih za svežo zelenjavo in pa ostale dobrine, ki jih pač tržnica nudi. Hkrati bi pa še poudaril, da ko bo, predvsem bomo pa skrbeli pri prenovi tržnice, da bo tudi zasajeno veliko drevja, tržnica bo zelena, tudi poskrbeli bomo, da bojo prodajalci imeli senco poleti, tudi kritje po zimi. Kot zdaj vidite, je to improvizirano za dežniki, ker ni najbolj primerno, predvsem kadar dežuje, saj veste, stojite v stojnici pa vam teče po hrbtu, za vse to bo poskrbljeno na novi tržnici. Hkrati bi pa poudaril, da se bo prenavljala tudi Marova hiša, kjer se bo napravil prizidek. Tako da bo pokrita tržnica, ki zdaj obratuje v semenišču, v kletnih prostorih, bo preseljena v Marovo hišo. Stvar bo izdelana na način, tako da boste vi za odprte tržnice lahko direktno prišli noter v pokrito tržnico in bo tržnica v celoti povezana. Najlepše bo pa jasno prvo nadstropje, kjer bo pač možno se usesti, kjer bomo naredili plato za hrano, kjer se boste lahko usedli, spili kavo, hkrati boste pa še vedno skozi stekleno steno opazovali vse ljubljanske znamenitosti. Poleg tržnice tudi cerkev, grajski hrib in vse ostale znamenitosti, ki so v bližini tržnice. Lahko bi sam še povedal, da smo opravili veliko razgovorov za veliko naših uporabnikov in za vsemi, ki smo opravili razgovor, se veselijo obnove tržnice. Vsi se zavedamo, da bomo v času mogli malo stisniti, v času izgradnje tržnice mogli malo stisniti zobe, ampak lahko pa zagotavljam, da bomo za vse njih poskrbeli in da bi bomo tudi v času izgradnje priskrbeli prostore v bližini zdajšnje tržnice in hkrati tudi označili za vse obiskovalce, da bo vsak točno vedel, ki je njegov najljubši prodajalec prodaja po Trnovem. Torej, tiste Ljubljančane, ki jih skrbi, kaj bo v tem času prenove, to bo vse poskrbljeno, a ne? Absolutno, vse bo poskrbljeno. Vsak, ki zdaj prodaja, bo imel tudi svoj prostor v bodoče. Hkrati pa tako, še enkrat poudarjam, vsak Ljubljančan, ki bo prišel, bo imel tudi hkrati tukaj označbo, kjer se njegov najljubši prodajalec tudi nahaja ponovno. Gospod Babič, hvala lepa za te informacije. Se veselimo te prenove in komaj čakamo nove tržnice. Hvala lepa. Gospa Marjeta, pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Vaše zelje in repa je znana daleč naokoli, a ne pa to že vrsto let. Koliko časa ste že tule na ljubljanski tržnici? Recimo, naša kmetija je prisotna od druge svetovne vojne. In jaz lahko rečem, da kakor je včasih začela moja stara mama s cizo pa s konji, hvala, da je prišel ta čas, da bomo mi zdaj imeli lažji dostop do tržnice, da bodo bile pokrite garaže, kjer se bo lahko raztovarjali robo, ne da bo padel dež po nas, da bodo prostori urejeni, kamor lahko greš na WC, kjer lahko parkiraš kombi, kjer se lahko preoblečeš. In
smo veseli, da bom jaz dočakala ta razvoj. Aha. Torej se prenove tržnice res veselite? Prenove tržnice se veselimo, ker to bo korak naprej. Vedno v razvoju je treba iti naprej. In tudi tukaj je treba nam, kmetom, omogočiti lažje poslovanje, boljše pogoje in mi se veselimo. Verjamem v našo stroko, verjamem v mestno občino, da bo naredila vse prav, da bo UNICEF zadovoljen, da ne bo kulturna dediščina prizadeta, da ne bo cerkev prizadeta. Jaz vem, da bodo naredili prav. Zato si tudi s tem ne belim glave. Tako da bo za vse prav, ste rekli, a ne? Tako, ja, tako. Nimam dvoma, da ne bi za vse bilo prav. Nobena juha ni toliko vroča, kakor se skuha. Ljubljanska tržnica bo torej kmalu še lepša in še bolj uporabna, tako za obiskovalce kot za prodajalce in tudi lokalne prebivalce. Naj živi tržnica!